Lep pozdrav, tokrat se vam javljam iz Jordanije, točneje najnižje točke, najnižje kopenske točke na našem planetu, pri Mrtvem morju. Tokrat v tem videu o Bitcoinu bomo predvsem debatirali o dnu, ali smo ga dosegli ali ga še nismo. Koliko bi bilo morda možnosti, da gremo še nižje? Kakšne so predvsem tele možnosti? Zakaj nekateri trdijo, da dna še nismo dosegli, medtem ko drugi trdijo, da smo ga? In katere bi bile možne vse nadaljne poti, ki nas čakajo? Veliko vprašanj imamo, zato jaz predlagam, da se kar potopimo v grafe. Pred nami je Bitcoin Futures dnevni graf. In najprej si bomo ogledali, zakaj medvedi toliko težijo k tej meji 10.000. In moram reči, da imajo dober razlog. Naj vam pokažem zakaj. Torej, kar delamo na tem grafu je, da iščemo prazna mesta. Mesta, kot je na primer tole tukaj pa tole tukaj. Zakaj? Zaradi tega, ker je zelo velika verjetnost, da bodo ta mesta zapolnjena. In kot vidite tukaj, smo imeli eno zelo veliko prazno mesto, ki smo ga med medvedjim trgom zelo lepo zapolnili. Ga bom označil kar. To je bilo nekje med 33 in 35 tisoč. Jaz to malček približal, da bomo malček bolj točni. Aja, pa sej smo. Čisto lepo smo točni. Potem smo imeli še tukaj eno mesto. To je bilo od 24.600 pa do 26.000. Bomo tudi tega lepo označili. Tako. In kot vidimo, smo tudi tega kasneje lepo zapolnili. Še malček popraviti. In potem imamo še tukaj eno mesto. Se spomnite, ko sem naredil video za Bitcoin pod 20.000? No, to je bil razlog. Tukajle. In če gremo še dalje, še naprej, je tukajle komaj opazna, ampak vseeno neka praznina. Bom še malček približal. Vidite? Torej, vse one praznine prej, ki sem jih označil, so bile zapolnjene. Zdaj pa, če tole označim in oddaljimo pogled, vidite, ta praznina tukaj še ni bila zapolnjena. Zato imajo medvedi kar dober razlog, da vztrajajo pri tej meji.
Zdaj stvar je taka, to je še vedno verjetnost. Čeprav je velika, je še vedno verjetnost, ki se lahko ne zgodi. Druga stvar je še ta, te luknje se lahko zapolnijo po kar precej dolgo časa. Recimo tukaj smo čakali, smo čakali do tukaj, ja, več kot 1 leto, oziroma ne, skoraj da 2 leti. Dajmo si pogledati, kakšno imamo situacijo zdaj. Tele bom zbrisal, ker so itak že zapolnjene. Pa dajmo približati tole situacijo tukaj. Pa imamo tukaj eno novo luknjo, ki smo jo lih pred kratkim naredili, ki se kaže v prid medvedom. Tukaj imamo eno luknjo, ki se kaže v prid bikom. Ta je od 27.000 do 29.000 nekje. To bom označil kot zeleno, da se bo lepo ločilo. In pa tukajle imamo še eno. Ta je od nekje 34.500 pa do 35.500. Tako da trenutno, če malček oddaljim, se nam kažejo tele možnosti. Do okoli 36.000 za bike, tukaj imamo ta prvo pri 28.000 za bike, potem imamo na novo ustvarjeno luknjo pri 20.000 za medvede in še tale zelo stara, majhna luknja, ki kaže v prid medvedom pri okoli 10.000. Zdaj, če hočete moje osebno mnenje, trenutno, kar jaz vidim, je čisto preveč ljudi, ki kliče po tej meji. In glede na to, da smo tukaj prebili tale padajoči klin, je za mene večja verjetnost, da gremo gor pobirati te praznine tukaj. In tukaj imamo zdaj ogromno opcij. Lahko gremo samo pobirati te praznine do tukaj gor in se potem spustimo ponovno dol do te meje. Kot vidimo, tukaj imamo kar konkretne meje. Recimo tukaj je ena, pa tudi tukaj je ena. Ti dve meji znata biti kar precej močni. Spet ena druga opcija bi bila, da gremo delat kar novi vrh. Torej, da skočimo kar vse do tele odporne cenovne linije in se potem spustimo dol. In še tretja opcija, ta bi bila čisto v prid medvedom in to bi bilo namreč, da se enostavno spustimo dol do 10.000 in zapolnimo ta prazna mesta. Sploh pa tole pri 10.000, ki čaka že kar nekaj časa. No, bila bi tudi še četrta opcija, to je pa, da se tale praznina tukaj enostavno spregleda. Kot sem prej rekel, je pač velika verjetnost, da se zapolni, ampak še vedno je verjetnost. Tako da zaenkrat se mi zdi še najbolj verjetna ta druga opcija tukaj, da gremo zdaj pobirati ti dve praznini tukaj in se morda potem vrnemo nazaj dol. Morda pa pravim zato, ker trenutno še ne vemo, kako se bomo obnašali na teh mejah, kakšen vzorec bomo tvorili. Bomo tvorili vzorec preobrata ali bomo tvorili vzorec nadaljevanja. No, kot sem že omenil in kot bom tudi pokazal v nadaljevanju videa, trenutno se kažejo stvari bolj v prid bikom, tako da bomo videli, kam nas bo popeljalo to gibanje cene. Ta graf bo treba vsekakor še naprej kar zvesto spremljati. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik
tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat, in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTubovega algoritma. Zdaj smo na Bitcoin dnevnem grafu in tukaj, kot vidimo, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega. Kot vidite, imamo tukaj dve krivulji. Ta zgornja rdeča je 200-dnevno drseče povprečje, medtem ko ta spodnja je pa 50-dnevno drseče povprečje, ta zelena. In kar iščemo pri teh krivuljah je križanje. In tako prepoznamo zlate križe ali pa križe smrti. In tukaj, kot vidite, smo ravno kar formirali zlati križ. To je bilo 6. februarja. Zlati križ namreč je, ko 50-dnevno drseče povprečje križa 200-dnevno drseče povprečje navzgor. Medtem ko križ smrti je pa seveda čisto nasprotje. Poglejmo, če najdemo kakšnega. No, tukaj imamo tegale. Torej, kot vidite, tukaj smo imeli čisto nasprotje. 50-dnevno drseče povprečje je prečkalo 200-dnevno drseče povprečje navzdol. Tukaj imamo tako zdaj kar zanimivo dogajanje, saj ne da smo prišli z gibanjem cene nad ti dve povprečji, ki sta ponavadi kar močna odporna linija, kar vidimo tudi po tem dogajanju tukaj, ampak smo formirali tudi zlati križ. Zdaj, ali to pomeni, da se nikakor več ne moremo spustiti dol, da bomo šli samo še gor? Ne, nikakor to ne pomeni to. Kot vidimo tukaj, smo imeli tudi en zlati križ, malček približam, se na to hitro spustili nazaj dol, naredili dvojno dno in se povzpeli nazaj nad ti dve povprečji. Ampak zlati križ je obstal, to je pomembno. Tako da to nikakor ni neko zagotovilo, da se ne moremo še naprej dol spustiti, ampak jaz trenutno ne verjamem, da se bomo. Zakaj, pa vam bom pokazal na naslednjem grafu. No, zdaj smo na tedenskem grafu, na Bitcoin tedenskem grafu in se morda spomnite tega grafa iz videa Bitcoin 2023. Takrat sem zarisal te dva padajoča klina. To je običajni padajoči klin z modrimi črtami. Ta večji je pa razširjajoči padajoči klin. No, Bikom je od unega videa uspelo nekaj naravnost fascinantnega. Ne samo, da smo prebili tale padajoči klin, pridobili smo tudi nazaj mejo 21-tedenskega EMA in prebili smo tudi celo tale padajoči razširjajoči klin. In kar zdaj trenutno delamo, je podporo na zgornji liniji tega razširjajočega padajočega klina. Seveda, tukaj je zdaj situacija čisto jasna. Če hočejo biki to rast nadaljevati, morajo obdržati tole zgornjo mejo in se od nje odbiti.
Naslednja meja je pa 21-tedenski EMA. Ta se meni zdi še bolj pomembna od te meje tukaj zgoraj. No, kmalu niti ne bo več bistveno, saj se boste zelo kmalu združili. Torej, dajmo reči to območje od nekje 20.600 pa do 21.500. To bo zdaj treba konkretno spremljati. Ker če izgubimo to, je potem velika verjetnost, da padamo še dalje. Če se morda spomnimo unega grafa od Bitcoin Futures, imamo eno luknjo pri 20.000. Tako da ogromno je zdaj odvisno od tega dogajanja tukaj. Vse oči na to zgornjo mejo, ki je zdaj podporna, in na 21-tedenski EMA. Pred nami je zdaj mesečni graf tržne kapitalizacije celotnega kriptotrga. Kar sem tukaj hotel izpostaviti je tole, kje smo se mi s tem padanjem ustavili. In to je točno tukaj. To je vrh prejšnjega cikla. To mejo morajo zdaj biki obvezno obdržati, ker če jo izgubijo, to lahko pomeni še kar nekaj bolečin naprej. Se pa nekaj zelo zanimivega dogaja tukaj. Sicer, če izrišemo najprej podporno linijo, pa potem še odporno. Imamo tukaj padajoči klin. Tukaj malček popravimo. Sicer ga nismo še prebili, smo pa nekako tik pred tem. Volumen tudi lepo pada z razvojem tega klina, kar je super. In počasi očitno kaže, da bo Stochastic RSI, da se bo Stochastic RSI križal navzgor, kot vidimo tukaj. Kar bi bil nekako skrajni čas, saj smo preprodani že kar več kot eno leto. Poglejmo si še tedensko. In ja, tudi tukaj se nam zelo lepo kaže tale padajoči klin. S tem, da imamo tukaj notri, če opazite, še enega. In tegale smo že prebili. Vidite? Tako da tegale smo zdaj uspešno prebili, zdaj pa nas čaka tale odporna cenovna linija od tegale ta večjega padajočega klina. No, če Bitcoinu kaže dobro, jaz mislim, da altcoinu kaže še bolje. Poglejmo si še malček altcoine. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. Pred sabo imamo zdaj še tedenski graf tržne kapitalizacije altcoinov. In tudi tukaj lahko zelo jasno vidimo, da imamo padajoči klin. To je njegova odporna cenovna linija. Se lepo povezuje. Pa še podporna cenovna linija. No, in ta klin smo tudi že prebili.
Zdaj biki nikakor ne smejo izgubiti tele podpore tukaj, če jo slučajno gremo testirati. To mislim na tole prej odporno cenovno linijo, ki bi sedaj morala delovati kot podpora. Še če izmerimo, do kod bi lahko prišli s prebojem tega klina. To sem vse lepo pokazal v ta zadnjem tutorialu, kako se dela, tako da toplo priporočam, da si ga ogledate. Damo na mesto preboja in dobimo mejo točno tukaj. Torej, preboj tega klina bi se zelo lepo ujemal s to mejo, ki smo jo imeli tukaj. Tukaj lahko doživimo konkreten odpor, ampak je še zavijati enkrat, ko pridemo do te meje, kako se bo cena tam obnašala. Torej, tukaj sta dve stvari, ki jo moramo gledati. Ne smemo izgubiti te podpore tukaj. In kako se bo cena obnašala, ko oziroma če pridemo do te meje izrisane tukaj. Tukaj imamo še en zanimiv graf, to je altcoin dominanca. Zdaj, kako se pride do tega grafa? Morda ste že videli to varianto, da se vpiše 100 minus Bitcoin dominanca. Ampak jaz s tem grafom nisem ravno zadovoljen, zaradi tega, ker to vključuje tudi vse stablecoine. In kot vemo, ko ljudje prodajajo, grejo ponavadi v stablecoine. Zato sem jaz naredil takole. 100 minus BTC KD minus Tether dominanca in minus USDC dominanca. In tako dobimo ven ta graf. No in tukaj, kot vidimo, imamo kar zanimivo dogajanje. Formira se nam namreč padajoči, razširjajoči klin. To je podporna linija in pa še odporna cenovna linija. Tole. To je bikovski vzorec in tarčo, ki jo lahko doseže, določimo z začetnim vrhom njegove formacije. Torej tukaj. Vse je lepo obrazloženo v ta zadnjem tutorialu, tudi zelo toplo priporočam, da si ga ogledate. Torej ja, tarčo imamo na okoli 56-57 odstotkih, ampak najprej moramo prebiti tole odporno cenovno linijo. In seveda enkrat, ko pridemo do te meje, je tudi še zavedati, kako se bo cena tamle obnašala. Nas bo odbilo ali bomo formirali kakšen vzorec in kakšen bo ta vzorec. Tukaj je še en zanimiv graf, to je pa stablecoin dominanca. Tukaj sem seštejal dominanco Tetra in USDC-ja. In tudi tukaj, kot vidite, imamo zelo zanimivo dogajanje. Tukaj imamo odporno cenovno linijo. Zelo lepo spoštovana. In tukaj imamo pa, če povežemo tale dna, imamo podporno cenovno linijo, ki pa smo jo prebili in izgubili. Kar naj bi na nek način še potrdilo teorijo o tem, da so vajeti prevzeli zdaj biki. No, tukaj se sicer še vedno lahko zgodi, da gremo nazaj gor in testiramo tole prej podporno cenovno linijo kot odporno, kar bi pomenilo kratkoročni padec za vse ostale kriptovalute. Kot veste, ima to dogajanje tukaj negativno korelacijo s preostalim kriptotrgom. Če gre tukaj dominanca gor, cene na kriptotrgu padajo. In obratno, če gre dominanca dol, cene na kriptotrgu rastejo. Tako da vsekakor situacija vredna spremljanja, kaj se bo dogajalo tukaj. Sam pri sebi menim, da bomo tukaj videli še nadaljevanje padanja, kar pa pomeni, da bo to super za preostali kriptotrg. Naj se zahvalim še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želite morda postati eden izmed njih,
So povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zameno za podporo vam ponujam dodatno vsebino s prvim paketom do dnevnika mojih tehničnih analiz. Drugi paket pa vam poleg tega ponuja še predogled raznih posebnih videov, kot so tutoriali brez reklam, in pa zdaj je še nadgrajen z video tehničnimi analizami na manjših časovnih intervalih. Hvala vam, da ste si video gledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Predvsem pa me zanima, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Sem morda jaz kaj spregledal, ste morda bi kaj dodatnega opazili? Komentirajte spodaj pod tem videom in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Naslednji video bo do žreb altcoinov za naslednji video, torej video, ki sledi, kjer bomo ponovno obravnavali altcoine. Izžrebali jih bomo 5. Ne bo se ju splačalo zamuditi, zato je najbolje, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novih posnetkih takoj obvestil. Jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu. Tole sem vam hotel še pokazati, kako hitro izginja mrtvo morje. Tukaj je bila gladina mrtvega morja leta 2000, kot vidite, so prav označili s tablo. Zdaj je pa gladina mrtvega morja daleč tam dol.